Odtekanje kadra je za gradbeništvo značilno predvsem zadnjih 5 let, nam pove direktor Keragrada Franci Bukovec. Po drugi strani pritekanja novega kadra ni, oziroma je po eni strani bazen Bosna-Hrvaška, ki je bil dolgo let aktualen, usahnil, oziroma tudi tam tega kadra ni več, otrok je čez zdajle manj. Po drugi strani so pa vpisi na šole v Sloveniji v te poklice zelo nizki. V vsej Sloveniji je v te poklice vpisanih manj kot 100 dijakov, dodaja. Šolani gradbeni kadri pa se odločajo za manj zahtevna dela. Žal moramo zavrniti skoraj polovico ponujenih projektov, ker je kadra premalo. Smo pa firma, ki ne jemlje poslov več kot zmore, ker je škoda potem bežati pred ljudmi, ker dela ne moreš narediti. Kooperante iščejo na ljubljanskem območju, poslužujejo pa se tudi dijakov šolskega centra. Lani so zaposlili 4 mlade in upajo, da bodo ostali. Obrtniki, pojasnjuje direktorica novomeške obrtno-podjetniške zbornice Emilija Bratož, najtežje dobijo šolan in izkušen kader v gradbeni, lesarski, elektroinštalaterski, kovinarski in tekstilni dejavnosti. V teh je ogromno dela in povpraševanja, manjkajo delavci. V dejavnostih, v katerih so imeli daljši čas prepoved delovanja, so ljudje začutili, da dejansko mogoče ni tiste dolgoročne priložnosti obstati v tem poklicu in so pač nadomestili to z neko zaposlitvijo v povsem novi dejavnosti. V druge panoge bežijo tudi zaposleni v gostinstvu in turizmu. Tudi na Zavodu za zaposlovanje se kaže takšna slika. Glejte, ne samo gostinci, tudi ostali si pač na trgu dela iščejo boljše priložnosti z boljšimi pogoji dela. In glede na to, da je na trgu veliko potreb, lahko delavci izbirajo in si najdejo druge priložnosti. Verjetno za isto plačo delajo enoizmensko delo, samo dopoldne, pa še kaj drugega je lahko razlog. V evidenci brezposelnih, tako Muhičeva, enostavno nimajo dovolj kandidatov, ki bi zadostili potrebam trga. Očitno bo v prihodnje potrebna še večja spodbuda mladih za vpise v deficitarne poklice.